pozdravljeni, končno smo dočakali pomlad, z njo pa je tukaj že nova oddaja, ki jo pripravljamo dijaki Ljutomerske gimnazije. Februarja smo dijaki prvega letnika gostovali na Nizozemskem, konec marca pa so nam dijaki srednje šole iz Nijmegena vrnili obisk. V 10 dneh smo ji poskušali predstaviti našo šolo ter znamenitosti Prlekije in Slovenije. This time of the year, I can't stop asking why I'm struggling to stay. It's a mystery why I'm here. I guess I'm just too tired of fighting. What you say? As we're growing older, darling, Sončna sreda je poskrbela, da slovenske lepote niso ostale skrite niti nizozemskim očem. Čeprav je Slovenija majhna dežela, je en sam dan le premalo, da odkriješ vse njene čare. Mi smo se odločili, da goste odpeljemo do Bleda, ki se je ravno prebujal v pomladanskem soncu. A zima je na jezeru in otočku še kar vztrajala. Pot do Blejskega gradu je marsikomu, ki ni vajen spetin hribov, povzročala nemajhen srčni utrip. S terase pa se je za nagrado seveda ponujal edinstven razgled in služil kot ozadje številnim fotografijam in selfijem. Čakal nas je še en slovenski biser, Postojnska jama, kjer za atrakcijo poskrbi že vlakec, ki obiskovalce popelje v osrčje te kraške lepotice. Videti vse te dvorane, obraščene s kamniki in seveda človeško ribico, ni kar tako. Očarani nad skrivnostmi podzemljem in utrujeni od kepanja slovenskim snegom so moči nabirali že v preverjanju McDonald'su ter se pozno zvečer vrnili v Prlekijo. As we're growing older, darling, our love is growing stronger. Danes se izteka izmenjava šole z dijaki iz Nizozemske. Ker sodelujemo že drugo leto v projekti Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, smo dobili ponudbo nizozemske šole, ki smo jo seveda z odprtimi rokami zagrabili, šli v akcijo in tako smo Slovenci obiskali nizozemsko šolo v mesecu januarju. Mislim, da lahko rečem v imenu vseh dijakov in tudi v imenu učiteljic, ki smo jih spremljali tam, da je bila izmenjava zelo dobro pripravljena. Doživeli smo veliko stvari, ki jih doma nismo deležni, obiskali Rembrandtov muzej in sam način življenja, delovanja šole, nizozemske kulture je bilo za nas nekaj zanimivega in mislim, da tudi koristnega. Teden, ki smo ga preživeli z Nizozemci pri nas, je bil prav tako razgiban z različnimi delavnicami, takimi klasičnimi, kot so fotografska, plesna, glasbena, informatika, fotografska delavnica. Popestrili pa smo tudi bivanje v šoli z delavnicami, s katerimi smo želeli predstaviti našo tradicionalno slovensko kulturo, pletenje košar, lončarstvo, čebelarstvo. Za njih, koliko so pač dali že povratne informacije, so bile vse zanimive in delali so stvari, katere doma pač nimajo. You have been on this exchange for a week and this is your last day. What are your favorite memories from this exchange? I think going to Bled because the view was so beautiful, the weather was so nice. I like to go to cinema.
I like to play billiard. I really liked it to go to Bled and Pastonia Caves. It was just a really nice view. What is the biggest difference between our cultures? In Holland, we have a lot of people who ride a bike, and here you don't really see people with a bike, so I think that's a big difference. In our country, is cannabis legal? I think it's the food, because you have a really big lunch and we have big dinner, so it's really strange if you have a big lunch and then you're full. Would you like to come back to Slovenia someday? Yes. Yes, it was very nice in Slovenia. Yeah, because I love the nature here, and in Holland we don't have like this here, like the mountains. Hello, I'm Robin. I'm a teacher from the Netherlands. I teach geography. This is my 8th exchange program. First time in Slovenia, and I really liked it. Really liked your culture, the people and the landscape a lot. And thanks for everything. Katera je največja razlika, ki ste jo opazili? Opazila sem, da se nizozemski dijaki prevažajo z kolesom v šolo, slovenski pa z javnim prevozom, tako rekoč z avtomobili, avtobusom največkrat. Opazila sem tudi vremensko razliko, saj je na Nizozemskem bolj mrzlo in Nizozemci niso navajeni na take razmere. Ja. In opazila sem tudi razliko v hrani. Niso navajeni na take jedi, ki jih jemo tukaj v Sloveniji. Na Nizozemskem se prehranjujejo bolj s fast foodom, nimajo pravega kosila, tako da jejo bolj sendviče in niso navajeni tukaj na ta obsežna kosila, ki jih imamo mi, kako pač dunajski ali kaj takšnega. Ali bi ponovno obiskali Nizozemsko? Nizozemska kot dežela se mi je zelo dopadla, tako da bi jo ponovno obiskala tudi z družino. Bogato raziskovalno dejavnost smo predstavili na regijskem srečanju mladih raziskovalcev. V Dijaškem domu v Radencih je potekalo regijsko srečanje mladih raziskovalcev v organizaciji Regijskega centra Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Učenci in dijaki so predstavili 60 raziskovalnih nalog, od tega je bilo 24 nalog učencev iz osnovnih šol in 36 nalog na srednješolskem nivoju. Raziskovalci na naši šoli so vedno bolj aktivni, saj je letos kar 45 dijakov predstavilo 30 raziskovalnih nalog, nad katerimi je bdelo 8 mentorjev iz šole in kar nekaj mentorjev iz drugih inštitucij. Naši dijaki so osvojili 9 zlatih priznanj, 12 srebrnih priznanj in 9 bronastnih priznanj, kar 16 nalog pa se je uvrstilo na državno tekmovanje. Zlata priznanja so osvojili Ula Litrop, Svit Rodež, Vanja Vogrinec, Nuša Hozjan, Luka Havko, Julija Šebjanič, Gregor Pojbič, Maja Vučko, Jaka Godec, Niko Farič, Peter Štrman in Laura Režonja. Dijaki, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, zdaj držijo pesti, da se uvrstijo na zagovore nalog, ki bodo 14. maja v Murski Soboti. Maturanti so lahko prisluhnili zanimivim predavanjem. Eno izmed marčevskih razrednih ur so dijaki 4. letnika preživeli v družbi motivacijskega govorca, triatlonca in filantropa Mateja Markoviča. Gost je javnosti bolj znan kot eden izmed 100 ljudi na svetu, ki jim je uspel poseben podvig. Končal je namreč eno največjih preizkušenj deka Ironman. Bodoče maturante je nagovoril s primeri iz lastnega življenja. Skupni imenovalec vseh izzivov, ki jih je v življenju premagal, je hkrati tudi ključno sporočilo maturantom. Vztrajaj na poti do cilja, nikoli ne obupaj. Zbrani so imeli priložnost spoznati občudovanja vrednega človeka, ki sledi svojim sanjam in premaguje težke ovire. V sklopu pouka zgodovine smo gostili predstavnike 2 veteranskih organizacij, ki ohranjata spomin na dogodke, ki so konec 80. let sprožili osamosvojitveni proces in leta 1991 pripeljali slovenski narod do dokončne državne samostojnosti. Vendar politična osamosvojitev ni pomenila dokončne suverenosti. Slovenci smo si jo morali priboriti z vojno.
Zgodovinsko-politični razvoj je omogočil, da smo bili leta 1991 Slovenci pripravljeni in usposobljeni svojo samostojnost braniti tudi z orožjem. O zgodovinskem razvoju slovenske državnosti je govoril predsednik Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, Drago Ribaš. Vojne dogodke iz leta 1991 s poudarkom na dogajanju v Prlekiji pa so predstavili člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, ki jih je vodil Anton Kosi, zdaj predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer. V nadaljevanju nekaj kratkih novic preteklega meseca. Člani šolske radijske oddaje Glas GFML so v živo sodelovali pri snemanju radijske oddaje Gimnazijum na Radiu Slovenija 1. Tema tokratnega pogovora je bila odnosi med dijaki in učitelji ter ocenjevanje v srednjih šolah. V okviru jubilejne 10. razstave pirhov slovenskih pokrajin v Vržeju smo se tudi letos že 10. odzvali povabilu in izdelali pirhe v prav posebni črno-beli likovni tehniki. Na državnem tekmovanju iz biologije za Proteusovo priznanje smo osvojili kar 6 srebrnih priznanj. Letos smo na GFML prvič izvedli tekmovanje Evropske statistične igre. Glavni cilj tekmovanja je spodbujanje radovednosti in zanimanja za statistiko med dijaki ter pokazati njeno vlogo v družbi. Prav tako smo se letos prvič udeležili državnega tekmovanja iz filozofije. Na GFML smo organizirali regijsko tekmovanje iz fizike, katerega se je udeležilo 22 naših dijakov in kar 7 od njih se je uvrstilo na državno tekmovanje. Izjemen uspeh smo dosegli tudi na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Izjemen uspeh smo dosegli tudi na državnem tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Pogovarjali smo se z 2 od 4 prejemnic zlatega priznanja. Letošnja bera priznanj na tekmovanju iz materinščine je bila zelo dobra. 4 zlata in kar 17 srebrnih. Hanna Rakuša in Živa Buzeti sta dijakini, ki sta se letos okitili s prestižnim zlatim Cankarjevim priznanjem. Nekako velja, da je tekmovanje iz materinščine eno najtežjih. Zelo težko se namreč prebiješ do srebrnega ali celo zlatega priznanja. Se tudi vama zdi tako? Meni osebno se ne zdi tako, saj če rad bereš knjige in če rad razpravljaš, kot recimo moraš na tekmovanju napisati razpravljalni esej, niti ni tako težko, saj nekako izražaš sam sebe in v bistvu potem je le to nekakšna nagrada, ki pride s tem. Strinjam se z Živo, definitivno je potrebno vložiti dosti dela in dosti truda, mogoče nekoliko več kot pri drugih tekmovanjih, ker je potrebno prebrati 2 knjigi. Vseeno pa, če je posameznik dovolj samoiniciativen in si želi izraziti svoje mnenje, potem se mi ne zdi, da je tekmovanje pretirano zahtevno. Se strinjam. Obe sta že izkušeni tekmovalki za Cankarjevo priznanje. Kaj vaju motivira oziroma kaj potrebuje dijak, da niza take uspehe v materinščini? V bistvu mislim, da mora imeti neko željo do branja in seveda mora mu biti všeč jezik, mora imeti velik besedni zaklad in seveda že iz otroštva že odprej mora prebrati veliko knjig, prav tako mislim, da mora večkrat se udeležiti tekmovanja, saj vaja dela mojstra, pa mora imeti tudi tisto iskreno veselje do tega, kar počne. Zdi se mi, da se dijaki ne smejo osredotočati na rezultate pri tekmovanju, saj se včasih zdi, da je eno mnenje mogoče manj cenjeno kot drugo in je zato pomembno, da se branje razvija od mladih let zaradi branja samega, ne pa zaradi priznanj, ki bi morala biti sledila na samem tekmovanju. Letos ste na 2. stopnji brali besedili Mojce Komrdej, Temna snov in Marka Sosiča, Balerina. Na 3. stopnji ste se srečali z zanimivima romanoma Mihajla Bulgakova, Mojster in Margareta in Mateta Dolenca, Vampir iz Gorjancev. Kako bi komentirali letošnji izbor literarnih besedil? Sploh Mojster in Margareta velja namreč za zelo zahtevno besedilo.
Jaz osebno sem brala Balerina in pa Temna snov in zares sta mi bili obe knjigi zelo všeč, ter se zelo strinjam z njunim izborom, saj se obe nekako dotikata tem, ki veljajo za nekakšen tabu v današnji družbi. In mislim, da je prav, da se že kot mladi srečamo z njimi in da nas nekako prisilijo, da tudi razmišljamo o njih, da si ustvarimo nekakšno lastno mnenje o njih, ter da se čim več pozanimamo o teh stvareh, kot so recimo posilstvo, incest, bolezni, kot je avtizem, depresija, saj nas to obkroža veliko bolj, kot si dejansko mislimo in mi je zelo všeč, da se danes tudi mlade toliko bolj izobražuje o tem. No, jaz sem brala roman Mateta Dolenca, Vampir z Gorjancem, sicer za šolsko tekmovanje. Roman mi je bil zelo všeč, saj v bistvu pojasnjuje samo povezanost med močjo oblasti, ki nikoli ne zbledi in zato vedno ovira posameznika, in samo željo posameznika, da oblast premaga. Kasneje pa smo, kot si že omenila, brali še roman Mojster in Margareta, ki je še zahtevnejše besedilo z vidika, ker gre za filozofski roman in torej sama zgodba ni tako pomembna kot pri prvem romanu, kjer se vso sporočilo dejansko prenese skozi zgodbo in je bilo zato res zahtevnejše, prav tako sta vključeni dve perspektivi, hkrati pa je ta roman tisti, ki nadgradi temo prvega besedila, torej trajnost oblasti, hkrati pa še mogoče poudari nek način boja proti oblasti in poda elaborirano kritiko leve radikalne oblasti in totalitarizma, ki je bil značilen za čas nastanka romana. Običajno slišimo, da dijaki ne berejo, ker branje terja veliko časa. Očitno za vaju to ne velja. Kaj vama pomeni branje? Kaj berete najraje in kdaj? Jaz osebno mislim, da če je želja, je tudi pot, tako da ni taka ovira šola, kot pa si to radi dijaki povemo zaradi iskrene lenobe. Zato jaz osebno berem tudi v prostem času, ter si poskušam vzeti čas za to. Rada berem predvsem romane za mladostnike ter pa kakšno fantazijo tu in tam. Preberem pa tudi veliko knjig, ki nam jih dajo v šoli za domače branje, tako da tudi kakšen zgodovinski roman. In mislim, da je to zares pomembno, še posebej, ko smo v teh letih, da se nam nekako razvijajo ta kritična mišljenja, saj mislim, da branje tu zares pomaga, ter tudi, kot sem že prej omenila, besedni zaklad. Strinjam se z Živo, vedno se najde čas za branje, če ne drugega si mogoče vsak lahko vzame 15 minut pred spanjem in na hitro preleti kakšno poglavje zanimive knjige, ki jo je mogoče našel v knjižnice. Sama pa berem, v prostem času berem predvsem fantastiko, tudi romane za mladostnike, romane, ki se soočajo s stiskami posameznikov. Se mi pa zdi, da je pomembno brati tako velika besedila, kot tudi trivialna besedila v prostem času, saj naj branje predstavlja neko pot do zasnove in izoblikovanja kritičnega mišljenja, hkrati pa tudi zanimivo prostočasno dejavnost. Kaj bi sporočili vsem tistim, ki ne berajo ali pa ne najdejo ne časa in ne volje za branje? Preprosto berite, ker si branje res splača, odtrgajte se od socialnih omrežij in svojega telefona, ter vsaj 15 minut dnevno posvetite branju, ker toliko časa premore vsak posameznik in izkupiček od branja je ogromen, saj kot že omenjeno, si tako širimo samosposobnost kritičnega razmišljanja. Strinjam se s Hano, dajte telefon na stran za nekaj minut in poberite kakšno knjigo. Prav tako mislim, da tisti, ki nekako ne marajo knjige, zato ker niso do sedaj še prebirali knjig, ki bi jih mogoče toliko bolj zanimale, ampak le tisto čtivo, ki jim je nekako bilo dano v šoli. Zato vzamite kakšno knjigo, pozanimajte se o kakšni knjigi, ki pripoveduje o stvarih, ki tebe zanimajo, ter jo preberite in boste videli, da res branje ni nekaj, kar bi te morali siliti, ampak boste s časoma že sami vzeli v roke knjigo po lastni volji. Najdve pa veseli, da vas lahko intervjuvali dijakinji s tako lepim uspehom. Najlepša hvala. Za konec tudi tokrat ena izmed zanimivih raziskovalnih nalog naših dijakov. Baterije najdemo skoraj v vsaki napravi v naši okolici, pa naj bo to mobilni telefon, prenosni računalnik, električni avtomobil ali le igrača.
Trenutno so najbolj priljubljene litij-ionske baterije, poznamo pa še veliko drugih vrst. Večina naprav, ki vsebujejo baterije, zahteva njihovo ponovno polnjenje, zato baterije v njih to omogočajo. Takšnim baterijam pravimo akumulatorji. Ker si vsi želimo, da bi akumulatorji v naših napravah delovali čim bolje in čim dlje, jih moramo dobro poznati. Kaj se zgodi z njimi čez nekaj časa? So pomembne okoliščine, v katerih jih polnimo? Ali vemo, kakšen je najbolj učinkovit način polnjenja? Takšna vprašanja so nas spodbudila k raziskavi. Baterija je naprava, ki pretvarja kemično energijo v električno po principu redoks reakcij. Reakcija poteče zaradi razlike v redoks potencialu elektrod ter sproži tok elektronov oziroma požene električni tok. Vsakemu akumulatorju lahko določimo lastnosti. Mi smo se osredotočali na kapaciteto in prenapetost. Kapaciteta predstavlja količino naboja, ki jo lahko shranimo znotraj akumulatorja. Teoretična napetost v akumulatorju se izračuna preko standardnih potencialov elektrod, v praksi pa je napetost nekoliko manjša od teoretične. Zato je kriv notranji upor akumulatorja, ki od teoretične odzame določeno napetost. Te razlike pravimo prenapetost. V teoriji naj bi se akumulatorjem ob uporabi kapaciteta zmanjšala, prenapetost pa povečala. Oboje je posledica razpade strukture materiala znotraj akumulatorja, ki mu pravimo tudi degradacija. Akumulatorja smo polnili in praznili v 6 skupinah, v kontrolni, v hladilniku na približno 8 stopinjah Celzija, v pečici na približno 50 stopinjah Celzija, 3 skupinam pa smo skrajšali dolžino polnjenja, ene nismo do konca polnili, ene nismo do konca praznili, ene pa nismo ne do konca polnili, ne do konca praznili. Vsak akumulator smo napolnili in spraznili 18krat. Akumulatorji v kontrolni skupini, torej pri sobni temperaturi, so se najbolj poslabšali, njihova kapaciteta je najbolj padla, njihova prenapetost pa najbolj narasla. Akumulatorjem na nižji temperaturi se je kapaciteta zmanjšala manj kot v kontrolni skupini, prenapetost pa je ostala enaka kot pred uporabo. Do boljših rezultatov smo prišli zaradi počasnejšega poteka degradacije pri nižji temperaturi. Pri ostalih 3 skupinah smo vedno prišli do boljših rezultatov kot pri kontrolni skupini. Ponekod se je delovanje akumulatorja tudi izboljšalo. To se zgodi v prvih ciklih uporabe, ko se ves material v akumulatorju dokončno aktivira. Krajšanje polnjenja in praznjenja je torej vsekakor priporočljivo. Saj tako manj poslabšamo delovanje akumulatorja. Razlog za to je v ekstremnih procesih, ki bi se zgodili pri običajni uporabi. Ko smo primerjali vrednosti kapacitet in prenapetosti pred in po uporabi, smo dobili sledeče rezultate. Akumulatorji v pečici so po 9 ciklih prenehali delovati, čeprav bi naj bili obstojni do 60 stopinj Celzija. To je slab znak, saj ne gre za tako ekstremne temperature, tako vroč je lahko tudi mobilni telefon, ki ga pustimo na soncu. Do odpovedi je najverjetneje prišlo zaradi polietilena, ki je v akumulatorju stali in prepreči notranji kratki stik. Za raziskavo smo izvedli tudi eksperiment, da bi ugotovili, kaj se zgodi, če akumulator izpostavimo ekstremnim pogojem. Segrevali smo ga in ga polnili preko normalne vrednosti. Dosegel je temperaturo okoli 160 stopinj Celzija, še pred tem pa je prenehal delovati. Spet se je stalil polietilen. Čez nekaj časa je iz akumulatorja briznil elektrolit, saj je ohišje zaradi visokega tlaka v notranjosti popustilo. Pomembno tu je to, da ni prišlo do eksplozije ali vžiga, zato lahko zaključimo, da so akumulatorji, na katerih smo izvajali raziskavo, varni. Iz ugotovitev lahko podamo nekaj pomembnih nasvetov za uporabnike akumulatorjev. In sicer, da ni priporočljivo polniti in prazniti akumulatorje do konca, ker tako pospešimo slabšanje delovanja, prav tako pa jih ne smemo polniti in uporabljati na visoki temperaturi, ker jih to lahko močno poslabša ali celo uniči. To je vse, kar smo za vas pripravili v tokratni oddaji. V tem mesecu se na GFML odvija obilica zanimivih dogodkov, ki jih bomo predstavili v naslednji oddaji. Zato upamo, da boste z nami tudi prihodnjič. Adijo!